Manca Korelc, projekt Moja jezera. Se veselim, da grem z vama danes. Zanimiva gozdarska dediščina. Takole se moramo potruditi, da pridemo do jezera. Čudovito Barjansko jezerce, glejte ga. To je pa največja ljubiteljica jezer v Sloveniji. Kočaran! Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa spet nahajamo v naših domačih krajih in sicer med Bledom pa Bohinjem. Gremo si pa pogledati najprej po poti navzgor eno zanimivo kulturno dediščino, staro gozdarsko kulturno dediščino. To je v bistvu Pancova žičnica, ki je bila včasih služila za prevažanje lesa z Jelovce v dolino. Potem se gremo pogledati še en čudovito malo jezerce na Jelovškem barju. Se pravi, gremo na planoto Jelovca. Glede na to, da se gremo pogledati eno čudovito skrito jezerce, danes pa eno gostjo in sicer evo, verjetno jo poznate, vsaj nekateri. Živja. Manca Korelc, Čau. projekt oziroma Projekt lahko rečeš. projekt Moja jezera, zdaj tudi ponovno Moji slapovi. Tudi to. Evo. Super. Se veselim, da grem z vama danes pogledati na Jelovico. Nisem bila še pri tem jezercu, tako da res komaj čakam, da pridemo do tja. Urco pa pol, si rekel, nas čaka do gore, 400 do 500 višincev, tako da si bo treba to jezerce zaslužiti. Tako da, ko pridemo do tja, ga pa pokažemo, da ga vidite. Pa tamle vidite razgled, dol na Savo Bohinjko, pa na tale železniški most. Tako da štartali smo v bistvu s Soteske. Nahajamo se že na srednji postaji Pancove žičnice. No, to je bil en tak zanimiv izumitelj Panc, Avstrijec, ki je v bistvu izumil tele gozdarske samotežne žičnice. To je v bistvu ta žičnica je bila narejena na gravitacijo, se pravi, je v bistvu šla samo navzdol, pač je tovor in navzdol vlekla pač gravitacija. To je zdaj v bistvu en tak muzejski eksponat. Srednja postaja, spodaj dol v dolini je spodnja postaja. Zdaj gremo pa še do zgornje postaje. V bistvu je res naredil ogromen žičnic, ki lahko tudi ne samo za les, tudi za rudo. Na Begunjščici je z teh rudnikov v bistvu tudi peljal dol žičnico, tole rudo v dolino. Zdaj smo pa prišli na zgornjo postajo te Pancove žičnice. Evo, takole to zgleda. Evo, in od tukaj dol so v bistvu pripeljali ves les, seveda s konji, ves les za Jelovce in potem so ga dali na tole žičnico. Evo, tukaj je še tak eksponat, enega majhnega hlodka, dveh majhnih hlodkov. Takole so ga dali na žičnico in so ga spremljali dol v dolino. Zdaj se vidi, tukaj je že zaraščen, ampak takole to zgleda. Tako da tle so res spravili ogromen lesa. Se pravi, tam med leti 1940 in 1960 se je tukaj spravili ogromen lesa do reke Save Bohinjke, potem pa kar po Savi naprej so ga splavili do Žage, ki se je nahajala kakšne 2 km nižji dol po vodotoku proti Bledu. Tako da res taka zanimiva gozdarska dediščina. Gornja
nakladalna postaja. Tukaj se je nakladal les. Pa spravil dol v dolino. Tukaj smo pa zdaj najdel v bistvu eno najbolj strupenih rastlin v Sloveniji. Dobar, še bolj strupena je sicer volčja češnja. No, tole je pa Volčja jagoda. tako. Zdaj pa hodimo po dolini, oziroma lahko rečemo po soteski Blatnega grabna. To je eden od redkih potokov, ki tečejo z Jelovce. Jelovce je pač kraška planota, nima vode, razen seveda tega jezerca. In pa to je pa v bistvu ta odtok, ta Blatni graben je odtok od tega Barjanskega jezerca na Jelovci. Zdaj se pa nahajamo že v bistvu na planoti Jelovca, prav v bližini tega jezera oziroma barja na Jelovci. Evo, to je tale potok, Blatni potok, tle lepo dela ovinke, bomo tam šli pogledat. Take lepe meandre dela. To, ki je pač premaguje v bistvu ravnino in dela take meandre, ki nima padca veliko. Kakšen prelep gozdni potoček, kako meandrira. To je eden od edinih potokov na Jelovci, zato je v bistvu tako meni všeč. Res dela lepe meandre. Je drugače seveda Jelovca kraška planota, tole pa v bistvu te so pa nepropustna tla. Hodimo po robu Jelovškega barja, evo med borovnicam. Tukaj se pa zdaj že pričenja rušje. Ko pa pridemo skozi ta rušje, nas pa čaka presenečenje. Evo, takole se moramo potruditi, da pridemo do jezera. Evo, takole med ruševjem, imaš? Tako. Evo, pa naprej v divino. Evo. Ejte, koliko brusenc, to je neverjetno. Na tem barjanskemu močvirju. Evo, še tamle 30 metrov, pa prihajamo do jezera. Zdaj pa prihajamo počas proti jezeru. Evo, to je pa tako čudovito barjansko jezerce. Glejte ga. Noro. Poglejte to navdušenje. To je pa največja ljubiteljica jezer v Sloveniji. Ko črn! Ja. Vse posebno v sliku. Evo, čudovito. Ha? A ni čudovit, to je pa res eden od najbolj skritih jezer v Sloveniji. Manca, se strinjaš? Najbolj moj, najbolj moj. Evo malo še okoli pogledaš na drugo stran. Evo, takole izgleda. To je v bistvu barjansko oko na Jelovici. Barva jezera pa tudi res noro zanimiva, prav črne barve je. To je v bistvu seveda šotno jezero. Zelo kislo, pH vrednost kar okoli 10. Se pravi, res zelo kislo jezero, seveda šotno.
Evo, manjca kar bosa, uživa. A se po manj še toliko navdere? Ja, bomo videli. Če me zmanjka, me ven potegnem ta. Kako je dobro. Seletljiv topla voda. Super. Čudovito Barjansko jezero na Ilovici. Skriti dragulj Gorenjske. Malo dvignemo roke. Si? Čez glavo si mi dal. Čak, zdaj moram pa še posnet. A te je še slikam, na pameti ne štinej? Čakaj, ti bom jaz štimala. Ja. To je pa še jezero z druge perspektive. Ja, to istino se mi je leto čisto. Je pa to jezero visoko, približno na nekaj čez 1000 metrov, okoli 1050 metrov, Maja, je tako? 1043. No, tako. Se pravi, smo čez 1000 metrov nadmorske višine.